Dajmo odpreti, lepo prosim, predavanje 102.psd. Lahko zapremo? Lahko. Lahko pa jih pustiš odprte, odvisno. Odvisno, koliko mi bo zapisala. Za vsak slučaj ga ne zbrisati. No? Poformatirati tudi ne diska. Smo? Predavanje 102.psd. Tamle nam še manjka predavanje 102.psd. Predavanje 102. Evo nas. Dobro. Zdaj bi vam rad pokazal, v Photoshopu poznamo dva načina za pomanjševanje pa povečevanje dokumenta. In sicer en način vam je zelo logičen, če ste kadarkoli pomanjševali slike, drugega pa bomo spoznali skupaj. In sicer oba dva se najde v meniju Image. Prvi je Image Size. Torej Image Size. Imamo prvi dialog, kjer lahko fizično pomanjšujemo sliko. In zdaj tukajle na levi strani lahko vidimo, da je ikonca za eno majhno ketnico. Če to ikono kliknem, da ni aktivna, se pravi, da tukajle ni črtice, to pomeni, da lahko recimo povečujemo pa pomanjšujemo sliko, ki ne bo ohranjala širine, kako? Širine pa višine skupaj, ne? Se pravi, da ne bo stranic A proti B ohranjala po isti poziciji, hvala. Ne, se pravi, bi lahko recimo, ne vem, zdaj stisnili tole sliko na 1:3, če bi želeli, ne? Večinoma tega ne želimo, tako da je fajn, da je tole vklopljeno, ampak samo, če boste slučajno videli, da se številka, samo ena številka spreminja, ne? Zato, ker tukaj zdaj lahko vidimo. V trenutku, ko jaz zdaj spremenim eno številko, se bo spremenila tudi spodnja številka, ne? Zato, ker je to aktivno, torej 5:2,3. Kot bi z shiftom povečevali v bistvu praktično se. Tako, ne? Se pravi, on drži v bistvu širino proti višini in ne bo naredil deformacije. In v trenutku, ko zdaj jaz kliknem na OK, ne? Kaj smo dobili? Dobili smo manjšo slikco, logično pač nič novega, oziroma če bi jo povečali, bi dobili večjo sliko. Zdaj pa druga možnost je pa tukajle zraven in sicer je to pod Image Canvas Size. Kaj je razlika? Image Size bo sliko fizično pomanjšal ali pa povečal glede na naše parametre. Medtem ko Canvas Size bo sliko pustil pri miru, ampak bo povečal samo našo delovno površino v dokumentu. Torej, zdaj lahko recimo za hec tukajle izberemo namesto pixels, dajmo recimo procente. Se pravi, jaz sem zdaj kliknil tukajle na spustni meni, izbral percent in bom zdaj napisal 110 na širini in pa na višini. Zdaj tukaj lahko tudi recimo opazite, da nimamo več tele ikonce za ketno, zato ker je to nekaj, kar v tem dialogu niti ni povsem logično. Zakaj se to trese, zdaj ne vem. Ok, zgleda, da imamo potres ali pa nekdo zelo rejen od zgodi. Ja, to se strese. Right. Ok. Godzilla, dobro. Se pravi, 110% eno, 110% spodno in kliknem na OK. Kaj se je zgodilo? Opsala. On je zdaj ohranil velikost te slike. Ta slika se ni spremenila popolnoma nič, ampak je samo povečal mojo delovno površino v tem elementu, v tem dokumentu,
za 110%, se pravi za 5% na levi, za 5% spodaj, za 5% levo in za 5% na zgornji strani. Ta zeleni okvir, to v bistvu zdaj še slika, ne? To pomeni. Tako, to je v bistvu del slike, ko bomo prišli do plasti. Jaz imam tukaj le ozadje za eno barvo in to ozadje je zdaj zelene barve. Ne? Se pravi, on bi, če recimo ne bi jaz imel tega, bi z to zadnjo barvo, do katerega pridemo čez kakšno minutko, se pravi, to barvo v bistvu uporablja kot nadaljevanje. Ampak zdaj, če gremo en korak nazaj, pa pojmo v yes. Če potem tipo tega, ki smo naredili zdaj, gremo nazaj, to naredimo. Ravno to želim narediti. Ne? Se pravi, en korak nazaj, gremo lahko v meniju Edit in pa potem Undo. Zdaj pa, ko želimo to narediti, bi želel eno stvar izpostaviti. In sicer Photoshop, za razliko od praktično vseh ostalih aplikacij na tem svetu, tretira Undo malenkost drugače kot vsi ostali. Če želimo narediti 2 koraka nazaj, nam Undo ne pomaga. Zato, ker Undo bo naredil en korak nazaj in naslednjič, ko boste naredili Undo, bo šel on en korak nazaj, enemu koraku nazaj, se pravi, bo šel nazaj. Ja. Ne vem, kdo točno se je to spomnil, nekoč sem si vzel cajt pa prebral, kaj je logika za tem, pa je nisem uspel najti. Se pravi, če želimo uporabljati Undo, kot so vse ostale aplikacije, imamo tukaj le spodaj Step Backward. Se pravi, Step Backward oziroma še ena dodatna tipka je Ctrl-Alt-Z. Imamo zdaj možnost tistih 50 korakov nazaj, kot smo jih imeli v teh nastavitvah. Medtem ko Undo bo šel samo en korak nazaj in potem naslednji Undo bo šel en korak naprej. Torej, pejmo zdaj Undo ali Step Backward. Mimo grede, v meniju Window imamo še en panel, ki vam zdaj v tem trenutku zna biti zanimiv, in sicer History. Torej, v meniju Window, History. Pa se ga bom samo tukaj le povlekel spodaj, se pravi, tukaj imam jaz možnost videti vse spremembe, ki sem jih naredil na odprtem dokumentu. Pa jih bom naredil nekaj dodatnih, toliko, da lahko vidite, kaj se dogaja. Se pravi, nekaj sprememb sem naredil, glede toliko, da jih je nekaj noter. In kadarkoli, zdaj, če imate odprt panel History, lahko kadarkoli kliknete na enega izmed teh točk v preteklosti in se bo vrnil na to točko. Se pravi, bo direktno šel 1, 2, 3, 4, 5 v mojem primeru korakov nazaj in bo šel na točko, kjer sem odprl dokument. Verjetno to poznate tudi iz drugih aplikacij, ampak če se želite vrniti v Photoshopu nazaj na točko, ko je bil odprt dokument, če ga slučajno niste shranili za spremembami, imate zgoraj v meniju File možnost Revert. Se pravi, File pa Revert bo ponovno odprl ta file. Če ga niste shranili, bo on ponovno odprl ta file brez vseh sprememb, ki so se zgodile. Torej, File pa Revert. Se pravi, dajmo se vsi vrniti na točko, kjer nimam jaz zdaj zelene površine okoli dokumenta, pa pojmo nazaj na Image pa Canvas Size. Na tej točki bi vas rad opozoril na tehle 9 pikic, ki se nahajajo tukaj spodaj pod dimenzijami. Kaj se zgodi, če zdaj mi naredimo isto? Če grem jaz zdaj v procente in grem 110% in 110% širine in nič še ne kliknem od spodaj, lahko vidimo, da on v začetku tretira izhodiščno točko iz popolne sredine. In zraven puščic lahko tudi vidite, kaj se bo torej zgodilo. Zato, ker on že ve, da je 110% več kot 100%, bo začel povečevati to iz sredine. Torej, tle bo dodal 5, 5, 5, 5, tako kot prej. Če pa jaz zdaj naredim nekaj drugega, če jaz zdaj kliknem recimo spodaj levo na kvadratek
ne, imam zdaj jaz izhodiščno točko na levi spodaj in bo povečeval gor in bo povečeval na desno. In če zdaj kliknem na OK, se je zgodilo nekaj drugega. Ne. Spet sem povečal na 110% po višini in 110% po širini, ampak on je začel iz izhodiščne točke. Tukaj, torej mi je povečal tlele 10% in tlele 10%. Ne. Canvas size je uporaben recimo, če imate neko grafiko, ne, in če imate grafiko v neki določeni dimenziji, zdaj pa hočete povečevati to grafiko. Ne. Recimo, ne vem, zdaj imam en kvadrat, zdaj pa želim, ne vem, še dvakrat več neke površine, kjer bi želel dodatno, nek dodaten potisk ali pa kaj. Ne. Torej si samo povečamo, nič se tukaj ni zgodilo na sliki. Ne. Slika je popolnoma intaktna, intaktna. Enaka kot prej, ni bila povečana, ni bila pomanjšana, povečan je bil samo delovni prostor v tem dokumentu. Torej image size in pa canvas size, te dve razliki je fino vedeti. In pa, če gremo na canvas size še enkrat in če začnem jaz pomanjšati, naprimer ta dokument, da rečem, da želim recimo 50% samo širine imeti, lahko spet tukaj vidimo, ne, da zdaj on ve, da se bo stvar pomanjšala in mi pokaže, ne, da bo šla stvar noter zdaj. In če dam jaz zdaj OK, me bo celo opozoril, dragi moj, ne, ali se zavedaš, da se bo zdaj začela porezava zaradi tega, ker si izbral. In če se strinjam s tem, ne, kaj se je zgodilo? Grafika ni popolnoma nič pomanjšana, ne? Višina je ostala ista, on jo je samo porezal za 25% na levi in pa za 25% na desni, tako da smo dobili novo velikost 50% širine. Ne? Torej, lahko recimo tako, ne da bi kakorkoli pomanjševali ali pa povečevali sliko, gre samo noter ali pa ven, canvas size. Kako? On jo odreže, ne, ampak je ne pomanjšuje ali pa povečuje. Ne. Se pravi, on jo bo samo začel prirezovati, ne, prirezovati ali pa ji začne povečevati neko delovno površino. Kakšno vprašanje glede tega? Dobro. Zdaj, prej smo si na levi strani povečali za tole ikonco, da smo dobili dva stolpca, zato da bom jaz dobil tole ikono, ki je malenkost večja. V kar nekaj aplikacijah znotraj Adobe Creative Suite imate isti tretma barv. Se pravi, aplikacija uporablja kombinacijo dveh barv, tako imenovane sprednje barve in pa zadnje barve. Katera je sprednja, tisti kvadratek, ki je pred drugim kvadratkom. V tem primeru levi kvadratek je sprednja barva in pa desni kvadratek je zadnja barva. Na desni zgoraj in pa na levi spodaj imate še dve dodatni ikoni, ki jih je fajn vedeti, kaj počneta. In sicer tale ikonca desno zgoraj bo zamenjala te dve barvi. Torej bo zamenjala sprednjo in pa zadnjo barvo. Do te ikonce lahko kadarkoli pridemo tudi z tipko X. Ikonca, ki je pa spodaj levo, bo pa vrnila spet nazaj na default barve, se pravi, bo vrnila nazaj na črno spredaj in pa belo zadaj. To je pa tipka D, če si želi kdo zapomniti. Te dve stvari, se pravi, vedno lahko pridemo, če imamo neko barvo izbrano, do črne po bele takoj D ali pa X, potem če želimo izbirati oziroma če želimo zamenjati. Zdaj pa... Yes. Pač mi imamo pač eno sliko XY in jo hočemo samo pomanjšati, ne pomanjšati tako, ampak pač jo obrezati nekako, potem uporabimo ta canvas, kaj? Odvisno, kako jo želiš obrezati. Ne? Se pravi, zdaj ti imaš znotraj Photoshopa
če imaš recimo, ne vem, sliko, ki je 100 cm x 100 cm, pa bi želela jo obrezati na 80 x 100, imaš zdaj točno specifično matematično možnost, da to narediš. Ne? Zdaj pa imaš pa možnost tudi obrezati. Do tega bomo sicer še prišli, ne? Ampak tukaj imaš orodje Crop Tool, ne? Se pravi, tukaj pa zdaj, ne? Bomo čez nekaj minut prišli do tega, nič bat, ampak ne, tukaj pa lahko točno obrežeš, kakor hočeš. Ne. Ja, ni da ni. Ne. Ja, zdaj, ne, mislim, to niso, veliko načinov je, da prideš do iste rešitve. Kaj je lažje tebi, je tisto, kar je pravilno. Ne. Ni boljše pa slabše rešitve. Ne. Tisto je matematična rešitev, medtem ko tukaj ne, je zelo grafična rešitev. Ne. Da okay, ne, malo bom pokropil na feeling. Tako, ne. Tam pa lahko takoj, ne, ok, se pravi, hočem sem enkrat povečati po širini, canvas size 200% čao. Ne. Dajmo zdaj klikniti na eno izmed teh barv. Se pravi, jaz sem zdaj kliknil na sprednjo barvo, zato mi recimo tudi dialog zdaj pravi, da je color picker za foreground color. Ne? Torej, takrat, ko bom izbral eno barvo, bo on spremenil moj sprednji kvadratek. In zdaj, to je veliki barvnega spektra znotraj Photoshopa. Photoshop tretira vsaj ta barvni piker z 3 dimenzijami. Prve 2 dimenzije imamo tukaj v tem kvadratu in sicer višina je v tem primeru svetlost, ne? Višje kot je, bolj je svetla barva. Širina je pa v tem primeru nasičenost. Torej, če je barva čisto na levi strani, barva ni nasičena, ampak je siva, medtem ko če se začnem premikati proti desni, je tukaj popolnoma nasičena barva in lahko tudi tukaj vidimo, da je saturacija, torej nasičenost, na 100%. In pa tretja dimenzija je v tem primeru barvno kolo, ki ga imamo tukaj. Se pravi, tukaj, kamorkoli zdaj znotraj tega barvnega kolesa lahko kliknemo in si izberemo eno izmed barv in potem tukaj dobimo možnost svetlost in pa saturacija. In če bi želeli, ne, lahko kadarkoli recimo tudi pogledamo, da ta moja izbrana barva, ne, kakšna je ta barva v trenutnem Photoshopovem okolju, kakšna je ta barva v RGB okolju, kakšna je ta barva v CMYK, se pravi v okolju za tiskanje, in pa kakšna je barva za splet, se pravi 16-tiški sistem je tukaj letale številkica od zgoraj z številkami in črkami, tehle 6 znakcev tukaj spodaj. Kaj predolnica, če sem bolj večkrat to ja, to. A veš, da ne vem na pamet točno kaj je, ampak večinoma je to zaradi tega, ker je ena barva preveč podobna oziroma se je ne da tiskati oziroma je recimo za web save color. Ti bom poslal link. No. Zdaj, če želite shranjevati barve, se pravi, če je neka barva, ki ste jo našli tukaj in vam je v redu, imate tukaj le možnost add to swatches. Kaj se zgodi, če imate tole odprto tukaj le zgoraj, lahko kliknete na swatches, torej tukaj le imamo shranjene barve, ki jih lahko kadarkoli uporabimo. Za razliko od InDesigna je to globalna nastavitev, se pravi, katerikoli fajl boste odprli, boste imeli te nastavitve, medtem ko v InDesignu recimo, če imate odprt dokument, je to samo znotraj dokumenta. Se pravi, add to swatches bo mi shranilo tole mojo izbrano barvo, me bo celo vprašal, kako želim poimenovati. Evo, ne. In moja barva se je zdaj znašla tukaj čisto spodaj v tem spisku. Ne. In kadarkoli lahko zdaj pridem do te barve. Če bi želel recimo
katerokoli od teh barv pobrisati, jo lahko primem in jo povlečem v koš. Včasih se je sicer dal z altom klikniti, pa jo je pobrisal, ampak so to zgleda, da ukinili. Pa se zdaj dajmo vrniti nazaj v tale color picker. Katerikoli odprt dokument, ki ga imate, lahko, če si zdaj malenkost premaknem tale color picker, lahko kamorkoli zdaj znotraj tega dokumenta kliknem in vzamem barvo. Ne? Kamorkoli znotraj tega dokumenta mi bo dal barvo iz tega dokumenta v uporabo. Ne? Torej, vse odprte dokumente znotraj Photoshopa lahko pač mi samplamo barvo in jo dobimo ven. Ne? Do enakega okolja lahko cel čas pridemo, če imamo odprt panel Color. V tem primeru je treba sicer izbrati, katero barvo želimo spreminjati, zato ker on ne ve. Ne? Se pravi, izberem sprednjo barvo in jo cel čas spreminjam. Ne? In če pogledate čisto na levi strani, ne, tam, kjer je barva, se ta barva cel čas spreminja. Ne? Se pravi, je to live možnost. Ne? Če bi želeli recimo si spreminjati tele 3 osi, če ima kdo malo preveč energije ali pa časa, ima tukaj le tole izbiro, tale radio gumbek in lahko kamorkoli znotraj katerihkoli barvnih spektrov klikne in dobi v bistvu definira tole tretjo dimenzijo, potem pa ostale dimenzije se pa potem pojavijo kot tale kvadratek. Ne? Se pravi, če bi želel iz hue, ki je ta barvno kolo, iti na saturacijo, imam zdaj nasičenost tukaj in imam zdaj svetlost krat barvno kolo. Ne? Oziroma, če bi šel na brightness, se pravi, zdaj imam svetlost te barve in imam nasičenost krat barvno kolo. Pa se bom zdaj vrnil nazaj na H, tako da dobim zopet nazaj tole. A je glede barv pa izbiranja barv kakšno vprašanje? Grožnje, kletvice? Ne še, dobro.